Tokrat v občinskem informatorju. V Svečini smo izvedeli, da odrasli nestrpno čakajo na Božička. Zanimiva prodajalna vrtnarstva Mrak. Vzpostavljena je avtobusna povezava javnega mestnega prometa med Mariborom in Kungoto. Učenci iz Lenarta so skupaj z učenci iz Hrvaške Vinice pripravili prisrčno božično prireditev. Obdarovanje stanovalcev doma pod Gorcem, voščilo županje mestne občine Ptuj in Mute. Lepo pozdravljeni. Ali veste, da tudi odrasli pišejo božičku in čakajo na darila? Prav to smo izvedeli v Svečini, kjer so starši skupaj z otroci čakali na Božička. Otroci so mimogrede še okrasili božično drevo. Božičku pa sta pomagala darila razdeliti dva škrata. Poglejmo si, kako je bilo. Med čakanjem na Božička v Svečini smo izvedeli tisto, kar nekateri odrasli nočejo kar tako povedati. Kako bomo vedeli, da Božiček res pride? Ja, ko bomo videli, da bo prinesel darila. Božiček je tisti, ki prinese darila. Ja, seveda. Pa mu kdo kaj pri tem pomaga? Lahko malo poveste. Ja, seveda. Otroci mu pomagajo, ko napišejo pisma Božičku, ne, in potem on uresniči njihove želje, če so pridni, seveda. Pa tudi mogoče kdaj kaj odraslim prinese? Ja, odraslim tudi prinesejo. Jaz mislim, da vsem prinese. Skriva se pa nekaj v zaodrju se skriva. Verjetno ga tudi vi že danes fejst nestrpno pričakujete. Ja, res. Ste mu mogoče pisali kako pismo? Smo. Kaj smo pa napisali, pa ne upamo povedati. Glede na to, da ste vi prišli tudi sem in imate eno tako luštno lučko, verjetno tudi vi čakate nestrpno na Božička. Ja, imam vnuka zraven, zato sem tukaj, drugače pa to je njegova lučka. Pač pridemo zraven, tako da mu malo popestrimo. Ja. Pa ste mogoče sami tudi že kaj pisali Božičko? Ja, pa ne vem, če bo kaj prinesel, ker je bolj za otroke Božiček, kot za odrasle, ampak verjetno nekaj malega. Da bo Božiček res prišel, so se zmenili kar v vrtcu. Kar nekaj energije smo vložili, da bo današnja prireditev lepo uspela. Poleg otroških nastopov bosta pa z nami tudi škrat Duško in pa palček Lenko, tako da bo pred prihodom Božička že zelo pestro. Ja. Kaj vse pa otroci pravzaprav pripravljajo? V bistvu bo veliko glasbe, plesa, eno točko so pripravile tudi naše vzgojiteljice. Glavna stvar je pa potem prihod Božička, prižig prazničnih luči in tako naprej. In medtem, ko so otroci peli, plesali in okraševali božično drevo, je gozdni škrat Lenko povedal, kaj delata palček Duško in on. Sem gozdni škrat Lenko, tako da s otrokom povem, kaj se v gozdu dogaja, kaj smejo, kaj ne smejo, kaj tam raste. Palček Duško, on pa pomaga Božičku, on je Božičkov pomočnik, no letos pa tudi jaz pomagam zraven, so me prosi, da še pridem jaz, pa še malo pomagam. Otroci pa so nam pokazali, kaj so dobili in tudi povedali, kakšne želje še imajo. Neko bo barvanko in naloge in vse to. Ker je Matjaž dal, mislim, Božiček. A si mu kaj pisal? Ja. Kaj si mu pa napisal? Bolj lahko na pilotu. Ja, kaj pa si zaželel, povej? Zobno ščetko električno. Od vseh možnih igračk in vsega si pa ti zaželel zobno ščetko. Zakaj pa? Da si lahko mivam zobe. Ščetko. Tudi, ja. Kak pa to? Kaj pa mogoče še kakšne igračke ali pa kaj? Ja, želje so res različne, vsekakor pa so bili vsi, tako otroci kot odrasli, veseli, da je Božiček prišel in jih razveselil. Jelkina špajza je trgovinica, ki jo najdete v vrtnarstvu Mrak. Ponuja pa domače in predvsem lokalne izdelke in pridelke. Preverili smo, kaj vse imajo. Jelkina špajza je majhna trgovinica, ki jo najdete v vrtnarstvu Mrak. V njej pa same domače dobrote. V bistvu pri nas ponujamo domačo zelenjavo, predvsem domačo našo, proizvedeno v naši vrtnariji in seveda zelenjavo, ki jo dobimo od lokalnih kmetov. Iščemo pač kmetije, ki so čim manjše in čim bolj normalno proizvajajo pač to zelenjavo. Njihova tradicija je že dolgoletna.
Že za vojno je moj deda začel z proizvodnjo zelenjave, potem so počasi to ugašali zaradi teh velikih centrov in cenovno nismo mogli dosegati. Zdaj smo pa spet dobili neko idejo, da zelenjava in prehrana bo vedno bolj šteta pri nas in tudi cena zelenjave verjetno bo dosegla svoj normalno raven. V trgovinici oziroma bolje rečeno špajzi pa najdemo od domačega medu, testenin do seveda mrakove zelenjave. Iz regije tukaj iz Kamnice, tukaj predvsem sadje dobivamo, potem zelenjavo sodelujemo z gospodom Horvatom iz Dogoš, iz Selnice tudi zelenjavo, sadje pridobivamo, tako da pač iščemo ljudi, ki so tu, ki so pripravljeni sodelovati in seveda jih to zanima, no. Jelkino špajzo so odprli v letošnjem letu. Zanima nas, kako je bila med kupci sprejeta. Ljudje so to zelo dobro sprejeli, od tako stari kot mladi. Predvsem mladi, tisti, ki so se v naš kraj preselili, dajo nekaj na sebe in tudi vejo, da če bo jedli kvalitetno zelenjavo oziroma pač živila, da je manjša možnost nekih problemov kasneje, ne. Zelenjavo pa pri vrtnarstvu Mrak pridelujejo na prav poseben način. Na naši vrtnariji smo 2 oziroma 3 leta že nazaj začeli poskusno z vzgajanjem zelenjave na permakulturno, to se pravi, da po sistemu vrt brez prekopavanja. Ta greda se v bistvu niti ne preštiha, niti nič, ampak se v globino zrahla, na vrh se navozi kompost, ki je anaerobno fermentiran in je sterilen in potem se kar direktno sadi zelenjava, tako da ni uporaba nekih gnojil je minimalna. Njihova posebnost je tudi to, da so se odločili, da bodo imeli na voljo domačo solato 365 dni v letu. To je pač naš plan, ki ga ni tako lahko narediti, kot se sliši. Drugače pa poleg te zelenjave zdaj po zimi je pač tista zelenjava, ki so se že včasih vzgajala pri nas, da se ne uporabi dosti energije. Tam recimo je špinača, potem kakšna blitva. Špinača se lahko za salato meša, to dosti delajo. Potem tudi redkvico imamo zdaj, navadno, ki smo jo sejali po tem, ko smo dali to v stran paradižnik. Seveda pa pri njih najdete tudi rože, ki so standardna ponudba v njihovi vrtnariji. Na avtobusni postaji Morski Jarek v Kungoti je na avtobus številka 7, ki po novem pelje od Maribora do Kungote, čakala županja občine Kungota. Marprom je namreč podaljšal linijo 7, po kateri bodo eno leto vozili avtobusi do Kungote. Na prvi vožnji pa sta bila tudi mariborski podžupan in direktor Marproma. Vsi trije so povedali razloge, čemu so se odločili za podaljšanje linije. Med čakanjem na avtobus mariborskega mestnega prometa, ki po novem vozi do Morskega Jarka v Kungoti, nam je županja predstavila projekt. Skupaj z mestno občino Maribor sodelujemo v pilotnem projektu trajnostne mobilnosti na način, da tudi omogočimo našim občanom, da imajo redno mestno linijo v Maribor preko Rošpoha in pa Kamnice. Postaje, ki sta na naši strani, sta 2, in sicer Morski Jarek Kozjak in Morski Jarek Rošpoh. Na novo je dodana tudi Morski Jarek Vrtovi, ki še sicer na mariborski strani, tako da smo se res poskusno poskušali lotiti zadeve na način, da pokrijemo optimalno število prebivalcev, tudi glede na stroške tega mestnega prevoza. In verjamem, da bo projekt pokazal, ali dejansko je potreba v naši občini po taki širitvi mestnih linij, pa na nek način, da spodbudimo ljudi, da čim manj uporabljajo avtomobile, da mogoče skupaj v kombinaciji z kolesom in pa z električnimi skiroji pridejo na avtobus tukaj v Morski Jarek in se odpeljejo v mestno občino Maribor. Čez eno leto pa bodo videli, ali se ta povezava obnese. Dejansko se bo videla realna potreba šele po letu dni tega poskusnega obdobja in potem bomo tudi se odločili, kako in kaj naprej. Mora biti še linijo podaljšati ali se pač jo ukiniti. Vse je sedaj na občanih občine Kungota, torej čim več uporabljati avtobus, ker na podlagi tega se bojo potem tudi sprejele dokončne odločitve za prihodnje. Mariborski podžupan, ki se je v Kungoto pripeljal z istim avtobusom, pa nam je povedal. Torej, interes mestne občine Maribor obstaja. Mi imamo tukaj v Morskem Jarku tudi veliko število vrtičkarjev, ki do zdaj z avtobusom niso imeli dostopa, se tega zelo veselijo in pa hkrati povezovanje občin. Mi si bi tudi želeli, da bi obvezna državna gospodarska javna služba države, mestni javni potniški promet, ki ga ima tako Maribor kot Ljubljana, ki pa z države ni financiran,
kdaj doživel tudi to, da bi medobčinske projekte, kot je povezava Maribora s Kungoto ali s Hočami ali z Miklavžem, bila tudi deležna boljših subvencij države oziroma sploh subvencij, ker jih zdaj nimamo. To je pilotski projekt, ki bo pokazal, ali je to sprejemljivo. Jaz sem prepričan, da je. Tu je veliko šolskih otrok, dijakov in seveda tudi krajanov, gre za večje naselje in prepričan sem, da bo se proga dobro prijela. Optimističen je tudi direktor Marproma. V vsakem primeru, vsako povezovanje, takšno kot je danes tukaj z podaljšano linijo 7 in pa mestnim potniškim prometom mestne občine Maribor in pa občine Kungota, je eden izmed korakov, v katerem vidimo nadaljni razvoj in kvaliteto sobivalnega odnosa. Na tem področju v bistvu bomo še veliko postorili, kar bo v naši moči. Seveda dejstvo je, da odločitve o tem niso zgolj samo na Marpromu, temveč seveda na nivoju odločevalcev, torej mestne občine Maribor. Je pa res, da pa v prihodnosti vidimo v tem veliko sinergij in tudi priložnosti tako za izboljšave, kot tudi seveda za dvig kakovosti vseh prebivalcev, tako mestne občine, kot pa tudi vseh sosednjih občin. Zdaj so torej na vrsti potniki, da podaljšano linijo mestnega potniškega prometa tudi uporabljajo, tako v eno kot v drugo smer. Učenci osnovne šole iz Lenarta in učenci iz osnovne šole iz Hrvaške Vinice so pripravili v kulturnem domu prireditev, na katerih so peli in plesali, ter pokazali, da znajo še kako dobro sodelovati skupaj, čeprav so iz oddaljenih krajev. Sodelovanje dveh osnovnih šol na božični prireditvi se je razvilo po obisku lenarških učiteljic u Vinici. Pa kad su učiteljice bile kod nas u Hrvatskoj sa učenicima na Erasmus mobilnosti, onda su upravo učiteljice iz Slovenije bile na nastavi glazbene kulture i izuzetno im se dopao način rada na našoj glazbenoj kulturi i već onda se rodila ideja da se razvije ta suradnja na ovom drugom području, znači da se posjetimo na priredbama. Ob vsem pa je pomembno še nekaj, meni lenarški ravnatelj. Prav je, da se otroci, mladi družijo. Zdi pa se nam zelo pomembno, da ravno ob takem trenutku, kot je ta božični novoletni čas, nekako, ko živimo v tej materialni družbi, ko nam nek način manjka te strpnosti, medčloveških odnosov in vsega tega, in tudi to področje nekako želimo s to kulturno prireditvijo nocoj pokriti. Dati vzgled ljudem, reči, vsi skupaj se malo umirimo in pojdimo srcem proti srcu z roko v roki. Župan Lenarta je omenil, da sodelovanje občin poteka že dlje časa. Za nami je dobro sodelovanje že dlje časa med občino Vinica na Hrvaškem in občino Lenart. Imeli smo skupne čezmejne projekte, sodelovanje poteka tudi na društveni ravni, zdaj sem pa zelo vesel, da še tudi na ravni osnovnih šol. Da gre za večletno aktivno sodelovanje, meni tudi župan Vinice. Suradnja ovdje sa općinom Lenart od 2004. godine kada sam ja nekad ovdje radio kao i kolesarski i trener, pa sam ovdje dragi gost, a danas će ovdje nastupati naš zbor iz osnovne škole Vinica. In na ta nastop so se vsi pripravljali. Dekleta iz Vinice so povedale, kaj bodo pele. 3 pjesme, jednu zajedno s Slovenijom, a drugu 2 mi sami. Odlučili smo se doći ovdje zbog toga što su nas pozvali, jer su nas vidjeli kad su stigli kod nas putem Erasmus projekta. Na odru pa sta bila tudi Božiček in Škrat. Sem presenečen nad tem, kar sem ugotovil. Zelo dosti otrok tu je pridnih, pripravljajo se, dobro jim gre v šoli, za nastope se pripravljajo, upoštevajo starše, kot sem slišal. Jaz prvo nagajam, pa vkradem zlato škatlo, tam noter pa posebno pismo, pa pač vidim, pa se bolj oni otroci zasmilijo, kaj to pišejo, pa se odločim, da vam pomagam Božičko. In tako je rešen Božič, darila, ne nazadnje pa poglobljeno še sodelovanje dveh osnovnih šol. V domu pod Gorco se je te dni odvilo druženje dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor s stanovalci doma. Bilo je prijetno, dišalo je po svežem pecivu in toplih napitkih. Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor se zavedajo, kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Prav tako pa med dijaki in zaposlenimi spodbujajo aktivnosti, s katerimi izkazujejo družbeno odgovornost in razvijajo čut za pripadnost lokalnemu okolju, v katerem živijo in bivajo. V domu pod Gorco so jih sprejeli odprtih rok. Ja, mi smo zelo veseli, da sodelujemo z Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor. Tudi skozi leto sodelujemo, kjer opravljajo njihovi dijaki praktično usposabljanje. Našim stanovalcem pa v teh prazničnih časih to medgeneracijsko povezovanje pomeni še toliko bolj.
nekako jih vrne v neke spomine, ki so jih doživeli. Pa to medgeneracijsko druženje mislim, da je pomembno ne samo za starostnike, ampak tudi za mladino. Dijaki so v podpori zaposlenim na šoli v drugi polovici novembra začeli pripravljati božične voščilnice, ki so jih razdelili stanovalcem doma pod Gorco. Hkrati pa so jim pripravili tudi praznično pogostitev z božičnim pecivom in čajem. Ja, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor zelo sodeluje z domom pod Gorco. Nekako čutimo neko povezanost z njimi, večkrat jih obiščemo, pripravimo za njih kakšne pogostitve. No in ker je to predbožični čas, smo rekli, da pridemo, da jim polepšamo te dneve. Dijaki so spekli okusno pecivo, pripravili tople napitke in v voščilnicah so tako lepe misli, da jaz mislim, ko jih bodo prebrali in bo to malo še polepšalo ta čas tukaj. Jaz mislim, da je prav, da mladi sodelujejo s starejšimi, da se povezujemo, da ti ljudje tukaj čutijo, da niso pozabljeni in da nekdo misli na njih. Med stanovalce so razdelili več kot 200 ročno izdelanih voščilnic, dogodek pa so popestrili tudi s kratkim kulturnim programom. Se mi zdi, da mladina pozablja na to pristnost, na to, predvsem pozablja tudi na starostnike. Se mi zdi, da v prejšnjih časih smo nekako bili bolj povezani z babicami in detki. Ta ponoreli svet, če lahko ga tako imenujem, pa se mi zdi nekako izbriše vse to, kar bi moglo biti. Dogodek je bil še ena izmed številnih priložnosti, ki jih v šoli ustvarjajo s ciljem dijakom omogočiti čim več praktičnih izkušenj v različnih socialnih okoljih. O praznikih vam vošči županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Drage Ptujčanke, dragi Ptujčani, izteka se še eno leto, ki nas je obogatilo za številne spoznanja in izkušnje. Leto, ki se poslavlja, zagotovo ni bilo lahko, a nič v življenju ni. In zdi se, da nas prav preizkušnje delajo močnejše in boljše. Izzivov, ki so pred nami, me ni strah, saj zaupam v naše ljudi in skupnost, ki jo gradimo. V prihajajočem letu vsem nam želim nekaj več potrpežljivosti in razumevanja, da bomo znali ceniti ter spoštovati drug drugega in da bomo kljub preizkušnjam, ki nas čakajo, vedno delali drug drugemu samo dobro. Srečno! Vse lepo vam zaželi tudi županja občine Muta, Angelca Mrak. Spoštovane občanke in občani občine Muta, praznični december se počasi bliža h koncu. V svojem imenu, v imenu občinskega sveta občine Muta, občinske uprave občine Muta, vam želim miren Božič in vse dobro v letu 2023. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Sveže novice spremljajte na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek današnjega prazničnega dne.